oddaja na Coinu, portala Decrypt in z vami sva David in Stane. V njej razpravljava o Bitcoinu na preprost način. zelo po domače. Če ti v družbi nerodno vprašati o kakšni stvari, Vprašaj najo in posnela bova odgovor. vprašanje pošli na info@decrypt.com. Oziroma info@dakript.com. Tokratna epizoda bo malo drugačna. Govorili bomo o 21 pravilih Bitcoina, ki jih je Michael Saylor, lastnik podjetja MicroStrategy, predstavil na Bitcoin Praga konferenci. To, kot je sam povedal, so njegova pravila in nikakor niso pravila Bitcoina. Se pravi, njegov pogled na Bitcoin. Za nas pa zna biti to zanimivo, da vidimo njegov pogled. S tem ni treba, da se strinjamo ali pa da smo proti temu. Gre samo za eno dodatno dimenzijo, kako razmišlja, mogoče tudi razberemo, zakaj tako razmišlja in na tem zgradimo potem svoje razumevanje Bitcoina. Prvo pravilo. Tisti, ki razumejo Bitcoin, kupujejo Bitcoin. Tisti, ki ne razumejo Bitcoina, ga kritizirajo. Drugo pravilo. Vsi so proti Bitcoinu, preden so za njega. Ljudje, politiki, bankirji, poslovneži ne razumejo ali pa so plačani, da ne razumejo Bitcoina. Tovrstno obnašanje, torej da se zavrača in upira proti novi ideji, novi ureditvi, novemu sistemu, ki njim ruši obstoječe stanje, obstoječo moč, je povsem pričakovano in razumljivo. Dokler ne dojamejo spremembe, ki se že dogaja, bojo seveda proti. Dokler ne bojo za njega. Pravilo številka 3. Začenjate razumeti Bitcoin, ko se zavedate, da ga ne boste nikoli v celoti razumeli. In lahko rečem, da to res drži z lastnih izkušenj. Na začetku misliš, da veš vse, pa globike greš, vidiš, koliko je vsega, kar še ne veš, kako bomo mi zdaj predvideli vse te implikacije, vse spremembe v naši družbi, ki jih Bitcoin prinaša. Je v bistvu en virus, en ekonomski, sociološki, tehnološki virus, ki prodre vse pore družbe, našega življenja in res si težko predstavljamo, kako bo vplival, ne vem, čez 50 let, čez 100 let na našo družbo. Pravilo številka 4. Bitcoin poganja kaos. Vse sili iz ravnovesja, urejenosti. Večje kot je neravnovesje, bolj neučinkoviti so sistemi, ki jih želimo kontrolirati ljudje sami. In rezultat tega, poglejte, zadnjih 50 let. A se svet izboljšuje ali razpada? Bitcoin je edina predvidljiva stalnica v našem življenju. Bitcoin uspeva v okolju, ki je kontra temu, kar se dogaja v naši družbi zadnjih nekaj let. Imamo kaos. Kaos v našem življenju in Bitcoin uspeva v kaosu. Če bi vse mi imeli urejen, potem bi bilo z nami, z našo družbo, z našo prihodnostjo vse v najlepšem redu in ne bi imeli teh problemov, ki jih imamo zdaj. In Bitcoin tam ne bi uspeval, ampak jih nimamo. Pravilo številka 5. Bitcoin je edina igra v kazinoju, kjer lahko zmagamo vsi. Vse ostale igre, ki jih igramo ali pa ki jih igrajo, so pokvarjene in so vedno v korist hiše. Sprav, denar gre vedno tistim, ki kontrolira igro, ki kontrolira sistem, vlado, politiko. Pri Bitcoinu imamo enake pogoje, vsi mi, enake kot korporacije. Vsi imamo možnost sodelovati v tem omrežju. Pravilo številka 7. Vsakdo lahko pride do Bitcoina po ceni, ki si jo zasluži. Vsak se nauči po času, ki je potrebno za to, da pride do te naslednje točke in kupi Bitcoin po ceni, ki si zasluži. Pravilo številka 8. Bitcoin kupite samo z denarjem, ki si ga ne morete privoščiti izgubiti. Če se spomnite, vedno poslušate, da dajte investirati samo denar, ki ga lahko izgubite. S tem ste v bistvu odrešili odgovornosti, tisti, ki nas to
učijo ali pa nas v to prepričujejo. Ne. Če bi njihove naložbe, njihovi nasveti bili res dobri, preučeni, transparentni, potem nam ne bi tega rekli. Ker to, kaj to pomeni? Se pravi, vložite se na tisto, kar lahko izgubite. To samo pomeni, da je verjetnost, da bomo mi nekaj od tega imeli, res majhna. To je tako, kot srečka. Zdaj pa, če mi mislimo, da je Bitcoin prihodnost, potem ne sam tisti denar, ki ga lahko izgubimo, ampak mogoče glih kontra. Se pravi, denar, ki ga ne smemo izgubiti. Daš v Bitcoin, seveda rabiš o Bitcoinu nekaj vedeti, ga razumeti, šele potem lahko se odločaš o tem, ali in koliko boš namenil sredstev za Bitcoin. Pravilo številka 9. Cena vstopnic za pobeg iz matrice je določena v Bitcoinu. Matrica v smislu inflacija, indeks cen življenjskih potrebščin, zaposlenost, BDP, bruto družbeni proizvod. Vse to nam predstavljajo, da je nekaj, kar mora vedno rasti, da je dobro, če raste. Izkrivljajo metrike, prilagajajo, kako to merijo, spreminjajo osnovo, kaj je zajeto v teh metrikah, samo zato, da te številke bodi se znižujejo, pač, kar je v njihovo korist v primeru inflacije, ali pa povečujejo v primeru zaposlenosti, BDP-ja in tako naprej. Če ste gledali film Matrica, je veliko usporednic, kjer v bistvu vse, kar nam govorijo, ni res. Dejansko to ni ta svet, ki se dogaja okrog nas. In ko znate razmišljati v Bitcoinu, v smislu vrednotenja v Bitcoinu, potem vidite, da cena vseh teh stvari na dolgi rok pada. In kaj enkrat to vidite, je težko potem se vrniti nazaj pa razmišljati o fiat sistemu kot merilcu vrednosti. Pravilo številka 10. Bitcoin je omejen na tiste, ki ga morajo poznati. Kaj to pomeni? Če si na zahodu, izgleda vse ok, na sistem relativno dobro deluje, imamo še sorazmerno veliko pravic, svobodo govora do neke mere, se pa te pravice zmanjšujejo. In prav tisti, ki nimajo tega, najdalj od nas, dobro vejo, zakaj uporabljajo Bitcoin in kaj jim Bitcoin ponuja. Pravilo številka 11. Vsi vaši modeli bodo uničeni. Vsi gledajo zgodovinske podatke in analizirajo zgodovino na obstoječih predpostavkah, na obstoječih podatkih. In na podlagi tega predvidevajo, kaj se bo zgodilo z Bitcoinom v prihodnosti. Ampak noben izmed teh matematikov, statistikov pa ne razume, da v bistvu so se zamenjala pravila igre, da se je zamenjala podlaga, da pravila niso več taka, kot so bila do zdaj. In kaj se bo zgodilo v prihodnosti, kako bo Bitcoin transformiral našo prihodnost, tega v bistvu predpostavke, ki jih te uporabljajo, ne vključujejo. Zato veliko ljudi ne razume Bitcoina, ker gradijo na predpostavkah, ki so v preteklosti. Pravilo številka 12. Borite za Bitcoin, ne proti fiatu. Tukaj do neke mere razumem Saylorja, zakaj pravi tako. In sicer on je pač izpostavljen dnevno medijem, ima podjetje, ki je na newyorški borzi in seveda sodeluje tudi z največjimi finančnimi inštitucijami, vlagatelji. Zato bi bilo mogoče malo preagresivno, če bi zdaj rekel, boste proti fiatu. Zato ga razumem do neke mere tukaj. Je pa res, da dokler ne bomo ločili denarja od države, bo fiat kot tak obstajal in bo vedno država želela imeti valuto, nad katero ima moč, nad katero lahko izvaja svojo monetarno politiko, in do takrat pač bomo fiat do neke mere prisiljeni uporabljati. Ampak zapomnimo si, Bitcoin je za vse. Vsakdo ga lahko uporabi. Pravilo številka 13. Naučite se razmišljati skozi oči Bitcoina.
Kaj to pomeni? Začnite meriti vse, kar vrednote v Bitcoinu. Na dolgi rok boste videli, da se cene česarkoli, karkoli merite, nižajo. In bo ravno obratno, če boste merili v obstoječih enotah, to se pravi v fiat valutah. Pravilo številka 14. Bitcoina ne spremenite vi, temveč on spremeni vas. In to res drži. Pravilo številka 15. Laserske oči vas varujejo pred neskončnimi lažmi. To pomeni, bodite fokusirani na Bitcoin, ne izgubiti fokusa, naj vas ne odnesejo vsi projekti, ki obljubljajo boljši, hitrejši, varnejši, eko-prijaznejši Bitcoin. Vse to so, če preprosto rečem, skemi. Pravilo številka 16. Spoštujte Bitcoin, sicer bo iz vas naredil klovna. Vsak izmed nas v nekem trenutku misli, da je bolj pameten kot vsi ostali, ki so v preteklosti želeli, da bi mogoče Bitcoin se izboljšal tako pa tako, ali pa si mislimo, da bomo pametnejši kot drugi, da bomo spretnejši kot drugi, da bomo bolj iznajdljivi kot drugi, in se poslužili nekih bližnjic, zato da bomo prišli naprimer do več Bitcoina, ampak skozi izkušnje, lahko svoje izkušnje, pa tudi izkušnje kolegov, lahko rečem, da ja, naredi klovna iz vas. Pravilo številka 17. Tisti, ki ne spoštujejo Bitcoina, ga kritizirajo. To samo pomeni, da pač si niso vzeli dovolj časa, da bi ga spoznali, tako kot mislim, da pravilo številka 1. Tisti, ki razumejo Bitcoin, ga kupujejo. Tisti, ki ne ga kritizirajo. Pravilo številka 18. Z učenjem o Bitcoinu ne boste nikoli končali. Vsak dan veš več, koliko ne veš. Pravilo številka 19. Bitcoin vas ne bo zaščitil, če ne boste sami poskrbeli za varnost. Oziroma Bitcoin je glih toliko varen, kakor boste sami dali na varnost, kakor boste sami namenili pozornosti, časa, da boste zavarovali svoj Bitcoin. Če kupujete Bitcoin na centraliziranih borzah, pa ga držite na centraliziranih borzah, ta Bitcoin ni vaš. To je prvo pravilo. Če ne kontrolirate pri zasebnih ključev denarnice, potem ta Bitcoin ni vaš. In kako naredite potem varnostne kopije, kako shranite to so naslednji koraki, ki omogočajo varnost vašega Bitcoina, ne samo zdaj, ampak tudi v prihodnost. Pravilo številka 20. Ne prodajajte svojih Bitcoinov. Rekli smo, da Bitcoin shranjuje vašo kupno moč na dolgi rok. Sailor celo se poigra pa reče, zakaj bi spustili ogenj, ki ga imate pri sebi ven iz kroga. Da bo pri vas ugasnil, pa nekje drugje grev tiste, ki ga bodo ujeli. Pravilo številka 21. Širite Bitcoin z ljubeznijo. Zakaj? Ljubezen vrača ljubezen. Pozitivna energija vrača pozitivno energijo. Agresija privlači agresijo in privlači odpor. Če kdo ne razume Bitcoina, samo pomeni, da ga bo enkrat v prihodnosti. Bodite prijazni, s tem bodo lažje in hitreje prišli do spoznanja. Stane, kam pa naslednjič imela? Imeli bomo predstavnika v Bitcoin Pragi na konferenci in pogledali si bomo novosti na področju Bitcoin denarnic. Wow, zna biti zanimiv. Bomo videli?